Kaj ste spremenili v igri oziroma kakšni so bili napotki za drugi polčas po precej slabem prvem? Ja, nekako smo se zbrali, stopili skupaj, bili bolj agresivni in na koncu zadeli 2 zadetka in izenačili tekmo. Kaj se je pravzaprav zgodilo v sami igri? Pa v bistvu smo začeli bolj izpolnjevati naloge, ki smo si jih zadali pred tekmo. Nekako smo bili bolj skoncentrirani, bolj agresivni, bolj bližji igralcu, stopili smo višji vse skupaj, tako da je bil to tudi potem so bila plod ta zadetka. Kdo je bil bližje zmagi? Težko je reči, oboji smo imeli dobre priložnosti, mislim, da je bila ena razgibana tekma, sploh v drugem polčasu. V bistvu prvi polčas je pripadal njim, drugi polčas nam, tako da mislim, da je izenačeno pošten rezultat. Ti 2 točki, ti 2 remija sta spodbuda za naprej, kaj pomenita? Ja, zagotovo zadnji 2 tekmi sta lahko spodbuda za naprej, mislim, da moramo delati na tem. Ne smemo se zdaj ustaviti, postavili smo si eno lestvico, tako da zdaj gremo samo naprej. En tvoj vtis po tem obračunu, kaj se je spremenilo v drugem polčasu? Mislim, da smo vsi videli, da sta bila 2 čisto različna polčasa. Mogoče smo šli z malo preveč spoštovanja v tekmo s Srbijo. Preveč so si dovolili in mislim, da smo v drugem polčasu dokazali tisto Slovenijo, ki jo vsi radi spremljamo. Ste pa imeli priložnost za kaj več, glede na to, da so Srbi vendarle tudi malce padli oziroma ste se vi dvignili? Ja, mislim, da smo se predvsem mi dvignili v borbenosti, predvsem v agresivnosti in da smo bili bliže srbskim igralcem, predvsem Tadiću. In Tadić dirigira igro in dokler se je on obračal žogo, smo imeli probleme. To so ga drug počas zelo dobro zaustavili in teh problemov je bilo manj, več je bilo proti napadov in s kateri smo tudi zadeli 2 gola. Kakšna naložba sta ta 2 remija v jesenski zaključek Lige narodov? Ja, mi gledamo na to kot vsako tekmo, vsaka naslednja tekma je za nas zelo pomembna, kot neko vodilo za naprej. Zdaj smo postavili neko letvico, kar se moramo držati vsako tekmo, glede agresivnosti, glede borbenosti. Jaz se že večkrat ponavljam, ampak samo tako lahko Slovenija karkoli naredi rezultatsko. Ampak zgolj boj za obstanek v tej ligi? Točkovno jaz ne bom gledal, mi bomo igrali tekmo za tekmo in bomo videli, kako se bo izteklo. Gregor Sikošek, kakšno je vzdušje v garderobi po tem remiju? Ja, moram reči, da kar dobro, no? Ker na polčasu je malo slabše kazalo, ampak pokazali smo pravi karakter in drugi polčas smo res odigrali vrhunsko. Ja, veliko stvari se je spremenilo v drugem polčasu, kaj ste igralci čutili v drugem delu? Ja, mogoče smo malo više stopili, nismo jim pustili toliko prostora, da so imeli oni čas sprejemati neke odločitve, tako da mogoče smo stopili malo više in bili bolj agresivni. Kakšna so bila navodila selektorja za drugi polčas oziroma Boštjana? Ja, da moramo odigrati boljše, da moramo dejansko odigrati tako, kot znamo in jaz mislim, da smo ta navodila uspešno upoštevali. Prvi polčas za pozabo? Ja, mogoče res, no. Ni najlepše, ko doma gubiš 2-0 v polčasu, no. Ampak, to, ko sem rekel, pokazali smo pravi karakter v drugem polčasu. Škoda, da je konec sedaj spomladanskega dela, ker ste nekako prišli v eno formo, da rečem. Ja, lahko bi se reklo, po drugi strani bo pa tudi prav prišel ta počitek, no. Ja, Benjamin Šeško, torej zadetek in pravzaprav lepa naložba v zaključek tekme. Ste šli na zmago, kaj je zmanjkalo? Jaz bom tako rekel, v bistvu, kar je najbolj pomembno pri nas danes je bila ta borba, ta želja, v bistvu, da pokažemo tudi Srbom, kaj lahko naredimo in ker vsi vedo med nami, da lahko gremo na velike cilje in kar je bilo v bistvu danes najbolj pomembno ta borba, pa da pokažemo, kaj znamo. To je bil tisto nekaj ključnega pomena. Se je bilo po prvem polčasu nekako zabavati, da se ponovi Beograd? Jaz bom tako rekel, v tekmo smo šli malo zaspano, nekaj časa je rabilo, da smo se prebudili. Tudi 2 gola so nas bolela, ampak mislim, da smo se dosti spodbujali, da smo videli, da lahko, pa itak, ko je bil drugi polčas, nas je pa par igralcev so nadvignali, druga smo dvigovali in s tem smo v bistvu pokazali, da se lahko vrnemo v igro. Ste bili vi v drugem polčasu boljši od Srbov? Rekel bom, da smo v nekaterih primerih bili dominantni, ja, to bom rekel. Pokazali smo, da smo šli v drugi polčas boljši kot v prvega in s tem smo pokazali, da imamo, da lahko delamo velike stvari in ko smo jih dali v pritisk nekako, so v bistvu imeli neke probleme, tako da smo jim pokazali, da tudi lahko mi naredimo svoje.